No, medtem ko kmetje protestirajo proti okoljskim avanturam, se je naš profesor dr. Fakin Sajko spraševal, kaj je to zeleni preboj in ali je le ta sploh mogoč. Več o tej temi v naslednjem prispevku. Slovenci smo zelo ponosni na našo naravno dediščino, zato smo se odločili, da jo bomo tudi poskušali ohraniti. Kar pa ne bo lahko, saj medtem ko nekatere zanima, kako zelen je naš slovenski vrtiček, druge zanima le dobiček. Evropska unija bo za zeleni razvojni prehod namenila več milijard evrov, vendar sta tako projekt kot z njim denar časovno omejena, kar pomeni, da bomo morali Slovenci z vsemi postopki opraviti po hitrem postopku, kar pa mi nažalost ne znamo. Naši postopki so tako počasni, da bomo začeli reševati okolje, šele ko okolja okoli nas več ne bo. Zeleni preboj je tudi v središču programa trenutno vladajoče stranke. Govorim seveda o Svobodi in njenemu supermenu Golobu. Je to ptič? Je to letalo? Ne, to je samo navaden ptič. Največ pa jih skrbi ravno prometni sektor, ker porabi največ energije. Zato nam država pomaga pri nakupu električnih vozil, in sicer subvencijo. Samo subvencija je v višini 4500 evrov premalo, če gledamo, da je najcenejše električno vozilo tam od 20 000 evrov in naprej. Prav tako pa večino elektrike še vedno pridobivamo na način, ki okolju ni prijazen. Celo toliko neprijazen, da v okolju kmalu ne bo več okej, ampak samo še olje. Eno vprašanje? Nimate časa. Zemlja tudi nima časa več. Človeštvo je preveč sebično, ne, to je. Duška, smeti pober. A veste, kaj je to zeleni preboj? Zeleni preboj? Ne, povejte. Pa nič. Živjo, lahko eno vprašanje? A lahko dober kontrak, ne? Ja, to bi bilo zelo lepo. Ali veš, kaj je to zeleni preboj? Da presaltamo na bolj zeleno energijo. Ne, žal ne. A pa si kdaj razmišljal o nakupu električnega vozila? Sem, ampak mi ni, no, pač mi je brez veze, pač te električne, tudi pač zaradi ekološkega vidika, pa to, enkrat pač, ko to crkne, kam pač gre, pa... Ja, razumem, ker to tudi moje kolegice pravijo, da nič električnega ni toliko dober, kot če dobiš ta pravga. Iskreno ne, zaradi tega, ker se povsod premikam peš, tako da moram reči, da sem kar ekološko ozaveščena, tako da vsak dan lepo, kamorkoli rabim iti, grem peš, tako da ne rabim lih prevoznega sredstva za to. Kaj pa vi delate tazga, recimo, ki pomaga okolju? Se dosti vozim s kolesom, kamor se le da, ne vem, recikliram. To je nekaj pomaga, ne, verjetno. Ločujem odpadke, to zelo pridno. Ugašam luči, pa če bi kupovala avto zdaj, bi razmišljala o nakupu električnega, če bi imela dovolj denarja, bi si postavila sončno elektrarno na strehi. Aha, na strehi. Streho pa že imaš? Ja, streho pa že imam. Pa si se kdaj za to, da bi manj vode porabila, z več ljudmi tuširala? Tolih ne. Mislim, nisem bila še v zaporu, da bi lahko doživela kaj tasga. Sem se, dokler sem imel punco, smo se v dvehma, zdaj ne več, tako da edini sem, ko porabljam vodo, kadar se tuširam, tako da... Da ne bo toliko vode porabljala, da se greva midva skup stuširati? Mislim, tako, po mojem bi rabo nekaj časa tako za neko osnovno zaupanje in to mačem se mi ne zdi nač precej narobe stan, tako da verjetno, ja, bi sprejel nekaj... Mislim, tako, po nekaj časa, tako, če se zdaj pogovarjamo še nekaj časa, da je neko... A mislite, da bo človeštvu uspel ustaviti globalno segrevanje? Aha, da bomo zmanjšali vpliv, koliko se grevamo. Ja, meni se zdi mogoče to, mislim, jaz verjamem, da se bo to en dan zgodilo, ja. Jaz mislim, da brez nekega optimizma pa vere v prihodnost se nikoli ne moremo nikamor premakniti. Zato tudi, če potencialno ne vemo, če bo to realizirano ali ne, da pač moramo v to verjeti, ker samo na ta način se lahko vsaj premika v tej smeri in da v bistvu nič ni determinirano, da mi sami determiniramo z našim trudom prihodnost. Slovenci se na zeleno prebijamo prepočasi, v tem času pa nam druge evropske države pobirajo ves denar. In če kaj Slovenci namaramo, je to, da ima sosed bolj zeleno kot mi. Mogoče je čas, da to slovensko fovšijo uporabimo za nekaj dobrega. Za konec pa imam za vas še en vic. Sinergija med naravo, posamezniki in enakomerno porazdelitvijo dobička je mogoča.
Ne, itak da ni. Nazaj v studio. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.